Zdaj, ker si rekel, ste se odločili za drugačno filozofijo, sem se spomnil, ko smo delali tole hišo, si omenil, da imate statut, družinski statut. Ustavo. Ja. Ja. Zdaj smo sicer glih v fazi prenove tega dokumenta. Ne. 10 let nazaj... Pa imate večino za prenovo, ali? Ja, imamo. Ne, veš kaj, 10 let nazaj, ko je Martin prišel iz Švice, v tujini je to praksa. V družinskih podjetjih, ki imajo pač družinsko tradicijo že več generacij. Ja, to iz tujine to izhaja. In takrat kar nekaj podjetij, družin se je s tem že ukvarjali, so imeli v pripravi, mislim pa, da smo bili med prvimi, ki smo jo dejansko sprejeli. In res je, da takrat to ni bil pravno zavezujoč dokument, ampak je to nek gentleman's agreement. Ampak vse je super, ker se greš čez nek proces, razmisleka, pogovarjanja in tako. In smo takrat zapisali, podpisali, nikoli ni bilo treba jo niti ven vleči, da bi se rekli, da smo se to zmenili, niti družbeno pogodbo, ampak zdaj smo pa ravno v fazi, ker smo pa se odločili, da to pregledamo, prenovimo. Vmes se je zakonodaja malo spremenila, da so neki dokumenti lahko tudi pravno zavezujoči, da ni več to samo nek gentleman's agreement. Predvsem pa, kar se mi zdi pomembno, je, da ti... Mi smo zdaj prišli do faze, moja era gre letos v srednjo šolo, kot prvi od naših otrok. Ja. In ona je zdaj, ne vem, kako je štipendija, kako je z, ne vem, ko bomo prišli, ne vem, čez 4 leta do tja, da bo hotela iti na študij, kako bomo naše otroke spodbujali v študij. Skratka, mi se zdaj te stvari pogovarjamo, določamo neka pravila, zato, da bomo te stvari imeli jasne, ampak vse je pa z namenom, da družinska zlatnina, srebrnina ali karkoli, da ostane povezana, da ostane skupaj in da se v bistvu stimuliramo otroke ali pa jih spodbujamo v podjetniškem duhu. Da to, kar mi pač počnemo, da je podjetništvo in da to, kar ustvarjamo, da gre naprej. Da jih že... vzgajate v tem smislu, da... Ena stvar je vzgoja, ki je itak, mislim, da te zgledi ful ulečejo. Vzgajate za to, da eventualno tudi prevzamejo, verjetno, če nekdo bi čutil čez nekaj drugega, ga ne bi silili, ampak... Veš kaj, mi smo se odločili, da moramo to podjetje narediti toliko veliko, da ga bomo lahko zaupali menedžerjem, profesionalnim menedžerjem, če bo kakšen jezeršek hotel delati, bo delal, če pa noben jezeršek ne bo hotel delati, pa tudi prav, ne pa pač sam lastnino vodi, upravljajo v smislu dobrega gospodarja, in to je to. In mi res to delamo v bistvu v tej smeri in dejansko nam ta načrt po 10 letih na nek način uspeva. To sem že prej hotel vprašati, no. Ta dvor je bil prva vaša investicija? Pred Soro ali po Sori? Sora je prva, mislim, doma v garaži smo leta 1981 začeli. Ja. Potem je pa leta 1996 smo odprli hišo kulinarike Jezeršek, to v Sori. To v Sori, okej. Aha, tiste je bilo prvo. Kjer je v bistvu bila, to je še danes je edini objekt, ki je bil zgrajen za namene za catering. V regiji verjetno. Ki nam je v bistvu zdaj že premajhen. Potem smo pa, mislim, da leta 2004 kupili dvor, ker nam je takratni arhitekt je očeta pelil tja, pa mu je pokazal, ker so spomeniško zaščitena 360, 370 let, ne se zdi. Sta dva objekta stara in smo potem to do 2007 obnovili. Obnova trajala 19 mesecev takrat, kljub vsem dejansko spomeniškim zahtevam in tako naprej. Smo potem to odprli potem smo pa leta 2015 prevzeli gostinstvo na Blejskem gradu. 2019 smo Pivnico Union. V Pivnici Union je bila zgodba taka, da smo mi, ko je pivovarna Union takrat še
gradila, smo jim mi svetovali, Martin jim je svetoval pri pripravi koncepta, poslovnega načrta in tako naprej. In smo v bistvu vse vedeli, kaj je, in smo že takrat rekli, da če boste kdaj oddajali, povejte. In smo to dejansko od novembra 2019 prevzeli. In na tistem sestanku, potem pa leto 2020, smo januarja jo zaprli, malo refreshmenta, ponudbe smo jo februarja odprli, pa smo pa zelo hitro zaprli. In na unem sestanku, ko sem prej rekel, da smo imeli ožje vodstvo, pa pač vsi vodijo pri nas, kako bomo išli, smo identificirali eno od priložnosti, da lahko kje se pojavi kakšen lokal, kakšna lokacija dobra, ki bi jo mi še prevzeli. In smo pač sedeli, smo imeli naloge, smo si razdelili, kdo kaj preverja. Smo ugotovili, da je takrat ravno bil razpis na Ljubljanskem gradu za gostilno, pa takrat še kavarno. In smo v bistvu se prijavili in smo še to dobili, tako da smo zdaj v bistvu ta del na nek način organizirali se. Smo pa v bistvu od vseh teh gostincev, ki imajo več lokalov, organizirani na drugačen način. Kar pomeni, da je centrala, ki je pri nas hiša kulinarike, takrat, ko smo jo zgradili, so bile noče 3 dvorane, pa dogodki, pa poroke in tako naprej. Smo potem 2015, ko smo šli na Bled, zaprli, za zunanjo javnost v bistvu naredili centralno kuhno, skladišča, nabavo, marketing, imamo vse centraliziran razvoj in v bistvu iz tega vodimo in tudi v bistvu nadziramo, kuhamo neke omake, govejo juho in tako naprej. Tam kuhamo, ker večjo količino delaš, narediš bolj učinkovito. Na poslovnih enotah pa v bistvu lahko dosežeš na ta način, na relativno majhnih kvadratih. Veliko več lahko obrneš, če temu po narekovaji rečem, plus tega pa kontroliraš kakovost na ta način. Pa še druge momente kontrolinga imaš. Na nek način pokrivate različne segmente z različnimi objekti ali pa različne tipe tudi dogodkov. Recimo meni je ta dogodke te, ki imate catering, ampak tudi tako, meni je ta vaš Dvor Jezeršek zelo pri srcu. Jaz sem tam trikrat to druženje za moje naročnike in ta tretjič mi je moj sin en video posnel in je tako dobro, si po moje še zdaj nekje na YouTubeu visi, ki se otroci s tistim balom sena zidajo, metavajo, to res fenomenalno, mislim tako. Škoda mi je bilo zdaj tretjič, ker takrat je že neki so s to korono strašili in precej ljudi takrat ni prišlo, pa še zmeraj jih je bilo 80, zato sem pol to moral nehati, ker če bi to še enkrat naredil, grem zdaj pa v bankrot, po moje. Ampak bo pa v kakšni drugi obliki. Super. Zdaj, dobro, toliko enih stvari, a sploh, če se vrnem pa zdaj nate, pa na Petro, a sploh najdete časa, mislim, kako najdeš čas še za, kaj počnete vidva zdaj izven službe, poleg tega, da greste smučati? Ja, ne vem, Petra vem, da je... Petra ful dela. Ful dela, ampak od prostočasovnih aktivnosti, mislim, vem, da je takrat, ko smo gradili na nek pilates hodila, vem, da ste smučali zmeraj. Smučamo skozi. Kolo. Kolo, točno, kolo. Odkar, jaz sem, mislim, da tisti dan, ki je bil lockdown, sem si pripeljal domov kolo, električen, full suspension. In sem med korono prevozil vse une hribe tam okrog nas. Jaz uživam ful v spustih. A res? Zdaj sem se tudi dobro razbal. To je pa mene strah, vidiš to pa jaz. Imam jaz tudi zdaj me strah, prst je. To, ful se sprehajamo veliko. Radi kuhamo. To pa res radi kuhamo, pa se družimo v bistvu s prijatelji. Pa tako, kakšna dobra večerja, pa dobra flaša vina. Pa tako, take stvari smo. Užitkari smo ful. Kaj pa otroci? Ja, no pa otroci. Se spomnim, takrat, ko smo načrtovali hišo, je bila med prvimi željami še, da bi bila ena betonska stena
na katero bi Era nabijala tenis. A to še igra tenis? Ne, čeprav zdaj mislim, da se bo po mojem vrnila k tenisu nazaj, zdaj pleše. Aha. Full hip-hop. Pa je tudi dobro gre, no. Tako, z užitkami jo gledam, ki pleše tam s puncami. Tako, res so dobre, no. Tako da glavna okupacija je to, 4-krat na teden, mislim, ja, 4 5 treningov ima na teden. Tako da sam en dan fraj, res je pridna v šoli, je neverjetna. Zdaj se ravno odloča o srednji šoli. Mislim, da ja, no. Veš, kaj ima zanimiv proces tudi to bil, tak. Ja. Midva sva se ene 3-4 leta nazaj vozila v avtu. In jaz sem imel na zvočniku gor enega našega poslovnega partnerja, ki njegov sin hodi na to trgovsko akademijo v Avstrijo. In nekaj se pogovarjal, pa ga sprašam, kako, ma je rekel, top šola, tam malo je šel gor, pa še fuzbal špila zraven, pa to. Jera posluša, pa nič ni rekla. Tako, res ne, pol ure po moje, iz Ljubljane do doma. Pa zaključil to, pa nič. In pa smo bili z enimi prijatelji in prijateljica naša družinska vpraša, Jera, kam boš pa ti šla v šolo, ko smo se bili pogovarjali, ker njihov sin je bil na eni izmenjavi, na Irskem, Škotskem nekaj. Pa Jera tako prav v Avstrijo. Jaz tako oči ven vržem, sem rekel, super, mi z Petrom se spogledal, super, ne, in je to držalo ful dolg časa. Približno en let nazaj, pa ne vem, kako je na nek način prišla, šola je res laufa, tako je neverjetno pridna, res je laufa, no. Predvsem pa jeziki ležijo. In sem ful vesel, to se mi zdi, da v življenju, če znaš jezike, pa če si malo podjeten, je lahko cel svet tvoj. In se takrat je pol, da bo šla na mednaroden oddelek bežigrajske gimnazije. Potem pa moram priznati, da meni ne diši to. Mislim, mi bolj diši meni osebno ta trgovska akademija. In potem sem rekel, zihar, pa pol skozi bolj, zdaj do novega leta skozi bolj. Sem rekel, kaj pa če grem jaz vsem v Avstrijo na ogled. Sem imel gor tudi gimnazijo, ne, tam je takole avla, na eno stran je ta dvojezična slovenska gimnazija, na drugi strani pa ta Haktak, trgovska akademija, ki je tudi dvojezična. Pa se je pa še nekaj zgodilo, da sva rekla, ja, bo šla, pa so skozi nekaj to odlašala. Pa sem pa jaz imel en sestanek z enim avstrijskim poslovnežem, pa sem še nekaj mogel gor, pa s temi našimi zamejskimi Slovenci, ki so zelo podjetni tudi v Avstriji. In se z njimi zmenjam, da mi zrihtajo ogled teh šol. 22. se pravi petek pred Božičem, ob 8. zjutraj so bila ta prva na gimnaziji, pa pol na trgovski. In mi da tam grejo gimnazijo pogledati, pa prijo na to trgovsko, naj sprejel ravnatelj. Prvo, kar mi je bilo meni fascinantno, je to, da se je on pogovarjal z njo, ne z mano. In je super se pogovarjala z njim. On je pa v bistvu po mojem skozi testiral, kako. Pa pridemo tam do enih učilnic, tam nam vse razkaže, pa to. Pa prav, klemo pa zdaj Open Space pisarna. Ratala, mi imamo predmet, ne vem, kako se točno reče, podjetništvo. In mi naredimo virtualno podjetje, se postavi CEO, eno dijako je pomočnik tega CEO-ja, prodaja, marketing, ne vem kaj, poskladišče, proizvod, računovodstvo, vse. In z virtualnim denarjem namišljene izdelke kupuješ in se učiš podjetništva. Pa grejo še v pisarno, pa tam pa malo še testirajo za jezike, pa grejo ven iz tega, ti prav, to je to. To je to. Sicer zdaj februarja je treba oddati prijavnico, tako da jaz se še, bom rekel, ima še zmer možnost, da se premisle, ampak mislim, da bo to. Ampak to pomeni, da bo pol tudi živela gor, ne? Ja, tam je internat. Čez teden. Internat. Pa sva šla pa še na te sestanke, sem jo s sabo vzel, ne.
V bistvu se z nami sedela tam, ko smo se o nekih stvarih pogovarjali. In je tako, kar požira, pa se vsi v avto, sem rekel, kaj misliš to? A ti rekel, to. Ja, ona je bila zmer toliko živati, jaz se spomnim, ko smo tam bili to na polno. Ja, ne, škaj, poštudirati tako, ne vem, v šoli je zdaj poštudirala, da prej, ko se javil, prej, da predmete mim in ima v bistvu vse zelo hitro narejen. Ja. In je res tako, pa tudi že dela pri nas. Ja. Pa tako, res je. A je plačana? Je. Pravilno. A to gor se je nemško tudi pogovarjala ali samo slovensko? Ona je takrat 3 leta nazaj, ko sem jaz se z unim pogovarjal, prej francoščino imela kot izbirni predmet, se sama v šoli zmenila, da bo nemščina in je naslednje leto z nemščino začela in se v bistvu zdaj 3 leta nemščino učila zaradi tega, ker bi šla gor. In je v nemščini tudi. Tako da super le. Funkcionira. Mislim. Ja. Jaz upam, da v pol tudi tam tako, ja, pa verjamem, da bo. Dobro. Ampak ja. Kaj pa Tito? Koliko pa je on star pravzaprav zdaj? To je zdaj 4 leta. 4 leta. Tiste, ki rekel, nova hiša, nov otrok. Ne? Točno tako. Zato smo že sobo Jerino tako naredili, da je v bistvu pripravljena, vse inštalacije pripravljene za dvoje. Notranje opremo smo zarisali, vrata skrili, a zdaj je že predeljena. Ne še. Ne še, to sem rekel, te pa moram prav vprašati. Pa ne zaradi tega, ker mi že ne bi to želeli. Ja? Jera si to že v bistvu zelo želi. Ja? Ampak Marjana z Bavte čakam že pol leta, da v prvi pogled, ki je bil delovodja, kako bomo to naredili, pa kje bomo to naredili. Čakaj, Marjan je bil pri tebi, ni bil Urban? Ne, Marjan. Urban se ne si digli za takrat učil. Urban je dočno gor delal, ja. Ker Marjan zdaj dela praktično vse moje hiše. Ja, res? Vse super. Marjan je top shit. Edino eno manjše tle v Dolju dela Urban, drugače pa vse moje hiše Marjan. Ja, on je tak car. Dobro, bom rekel, da kaj zdaj to... Ne, se sva zmenjena, mislim, da bo drug teden 23. imam mesec že v koledarju, neki tasga in dan imamo že, so prav zdaj ta teden sva se zmenila, da... Čakaj, zdaj najprej mi mora januarja tam še eno savno postaviti v stični. Tista steno mora pri nas narediti. Se vem, ja. In otroci še furajo tam po uni rampi? Še, Tito se... A zdaj pa Tito, ja, ker takrat, ko sem bil tam, veš, ko smo s Pelko tam snemali, si rekel, da pridejo Jerine kolegice iz cele ulice, pa da... Ja, pa vsi naši otroci, zdaj pa Tito glih, po mojo sredo zjutraj, ko sem šel, je dol preletel in glih, ki je v vogal pretegnil. Ojoj. Ni, vse je v redu, ampak tako, zdaj je pogrunto, da mora nekaj dati od spadi. Pod kolena, pod noge in ti aci svidu sem bordov, reče. Tako da, ja, super. Se pravi, se tista rampa obnese. Ja. Se pravi, so vse te vertikalne komunikacije malo posebne. Ok, rampa je eno, drugo so pa tele stopnice. Se spomniš, ko smo še prav maketko naredili, se po mojem nek na mojem Instagramu visi še una tvoja slikca, ki tako skozi gledaš, kako bo to izgledalo. No, pa srečo smo imeli, da imate v žlahti pa še 4 bratrance, poleg vas 4, ki pa so maestro ti za stopnice, ne? To je res, ja. Da so tisti naredili. Res so specialisti za to, ja. In tudi, mislim, na nek način za to mi je bilo tudi pomembno, da so te stopnice v sreden... Neki, ja. V sreden... art del, ali kaj se mi kako. Art. Meni se zdi ta družinska tradicija, pač jezerški smo tradicionalisti in se mi zdi, da to se super prepleta in v bistvu sem res ponosen na te stvari, tako da se da tudi to videti tam noter, ker je res lepo. Ja, mislim, jaz sem bil fasciniran, sem bil vesel, da sem takrat, jaz sem z njimi že veliko delal v resnici, ker prek Bavte pa so mi mrskeri hiši, nikoli nisem imel tega stika tako direktnega z njimi. Ker smo pa rekli, da bomo naredili nekaj posebenega, si vzel čas, da sem šel v delavnico. V delavnico, ja, in sem en od njih razkazal tam res fascinantno, mislim, kakšne stvari oni delajo. Pa za cel svet. Pa za cel svet. Meni je toliko užitek videti nekoga, ki res vlada tisto, kar dela, pa z užitkom pa res tako dober, ne, in oni so recimo tudi ena taka... Meni so te, veš kaj, podjetniške zgodbe, ki jih gledaš ali pa poslušaš, recimo, pa tako, meni to res
je to res super, tako, navdihujoče, ne vem, zanj sem bil pri enem podjetniku, ki dela nekaj za Lamborghini, ki vsakmu Lamborghiniju na vidnem mestu je njegov kos tam noter. Mislim, je to iz ene Slovenije, pač, ne vem, pa če na koncu, ne vem, DV-Soft, pa te moji bratranci, pa ne vem, nišni zmagovalci, jaz temu rečem, ali pa bom rekel, ali pa se ni treba, da si ti ful velik, da si ti ful ne vem kaj, ampak da si v bistvu tistem, kar delaš, da si najboljši, ali pa med najboljši. Je to tako navdihujoče, da to... Meni isto in v Sloveniji je teh firm veliko, res veliko. Res veliko in to je, pa niti ne vemo tako za njih, dokler... Zdaj si ti predstavljaj recimo, da jaz recimo zdaj sem bil v Avstriji dvakrat, pa zadnjič je umrl ta podjetnik, ki je izumitelj Glock pištole. Pa bil sem tam, zadnjič enega urarja, ki je blagovno znamko naredil v 50 letih iz nič, danes pa milijon ur proda. Zdaj si pa ti predstavljaj, da pri nas ne bi imeli tega preseka od leta 45 pa do 80. Kje bi mi danes bili? Ne vem, je ta presek dober ali ni dober, vse. Ampak dejansko so vse naše podjetniške zgodbe stare zdaj 20, 30, redka je več kot 40. In to je res, nisem, ali pa ne, zadnjič sem bil za enim, mi smo člani Slovenian Business kluba. In v bistvu se tam družiš, ne vem, eno podjetje iz dela je dobavitelj, en razvojni dobavitelj za najboljšega proizvajalca konvektomatov, teh peči, ki jih mi profesionalno uporabljamo. Kako so zahtevni, ampak iz Dolenjske, iz ene vsi, pač to podjetje tam to dela. Meni je to, ne vem, pa ne vem, iz Brežice eno podjetje dela bremze za vlake za cel svet. Ali pa, ker po sejmih hodimo, mi delamo veliko tudi sejmov po celi Evropi, ravno za ta podjetja, ali pa za taka podjetja. Ker vidiš, kako se to dejansko, neki dejansko nišni zmagovalec, ker mu konkurent, največji proizvajalec, ne vem česa, prizna, da je on v tem segmentu boljši in da še on še za tega konkurenta to dela. Se videl, zdaj med temi poplavami, jaz slučajno vem, ker sem delal za ta mlade od te KLS, pa ki jih je zdaj zalil in kar naenkrat pol čez 2 tedna bereš v cajtingih, da Volkswagen ustavlja proizvodnjo, ki dela v njima. A ne? Mislim, to ne moreš... Wow, ja, res. Mislim, ne zaradi poplav. Ampak da je en KLS toliko, ali pa neka slovenska firma toliko noter v tem, da fascinantno. Ja, to mene, ta podjetništvo, to mene tudi isto. To je en tak drive, se mi zdi. Taka zdrava stvar. Ja, res je. No, pa si mi eno flašo prinesel. Zdaj, druga stvar, ki me fascinira, je pa to, poleg mize, se spomniš, 2 stvari smo ohranili. Mizo, pa vinsko klet. In meni je bilo tako fascinantno, ker preden se je gradnja začela, smo jo zazidali, pa je celo gradnjo bila nedotaknjena, zazidana, po moje večina izvajalcev sploh ni vedela, da se tam noter kaj nahaja nekaj. Moje na noben, znamenika so rušili. Tako. No in ki je bilo pa fertik, je bilo pa skoraj tako, da bi tudi Tutankamonovo tombo odpirati, tiskaj zadnji zid prebiješ. To je ena taka zgodba. Moj fater je itak vedno te stvari nas tako, pa ko smo se mi rodili, je zakopal pod smreko šnopc, pa smo, ko se už poženil, pa to odkopali, pa smo res tako. Take stvari, ne vem, če veš, mislim, da v Ptujski kleti je najstarejše ohranjeno slovensko vino,
ki je letnik 2017, ne 1917, Okay. je najstarejši slovenski vino, ki je pač letnik. Je ohranjeno zaradi tega, ker je bila ta del kleti zazidan in med vojno niso Nemci rovarili not pa tega raznosili, popili karkoli. Ne vem, oče ima tam eno flašo šnopca, jaz noter, ki je iz Hrvaške, tam iz Zagorja, iz enega gradu, ki je bil ta šnopc, so najdli, ki so obnavljali ta grad, pa je bil zazidan v dimniku noter. In to je bila meni po moje ena taka inspiracija, da sem rekel, nač, to moramo mi zdaj ohraniti tak, zato ker to je tudi en tak, not imamo, ne vem, v tej kleti noter imamo mi vsak svoj letnik in tabernakelj je oče tega rekel. Tabernakelj? Ja, pač, ne vem, 40 steklenic svojega letnika imamo mi, oče imel svoj letnik, ki ga ima zdaj pri sebi. Pa ne vem, noter je enih 1000 steklenic po moje bilo, preden smo to bajto podarili, smo mi vse te zamaške zamenjali, ta vina probali in zraven, kakor se še oče spomnil, smo teh zgodb napisali. Vse imamo zapisano dejansko tam, pa kakšno je vino, pa tako en vinar je nam prišel, Danilo Štajer, ker je naš družinski prijatelj, nam je prišel to pomagati, da smo tudi malo dušveblali, pa zamaške zamenjali, pa tako. In skratka smo to vse zložili not, zazidali, glih po moje inspiracije iz tega. Yeah. In na koncu, ko smo po 9 mesecih bajto, smo ta zid podarili in tam se zdaj še to vidi in jaz vsakmo to, ki ga dol pelem, recimo, da je tako. To je na nek način tudi ena družinska zletnina, jaz temu rečem. Ta vina, ki sem jih podedal, jaz tega skoraj več ne odprem. Imam pa zdaj svojo zbirko. Svojega sem pa kar nekaj zdaj že, ker je to en tak hobi. In mi je fajn to pokazati, tako, ker ljudje not pridejo, pogledajo, ole, to je pa moj letnik. Je tako ena taka zanimiva stvar. Pa se mi zdi, da če ti nekaj podreš, ne moreš take duše nazaj narediti, kot je bila. Ja, ne. In mi tukaj, recimo jaz, ki se prav spomnim, ko sem prvič šel v klet, ko smo podarili, pa tudi moji bratje, pa sosedje, pa tisti, ki so v klet bili, ko smo ven prihajali iz te kleti nazaj gor ven, sem kar pričakoval, da ta stara bajta pa drvarnica tam, si imel tako to sliko. To sliko, zdaj smo pa tle pa drugačne. In tudi s tem, bom rekel, ta hodnik oziroma napušč, zunanji, bom rekel, se mi zdi en tak spoštovanje tej družinski tradiciji, tako jaz to doživljam. In ki je lepo osvetljen zvečer, rečeš prijateljem, no zdaj pa gremo v klet še nekaj iskati. Pa pogledati, pa je tako lepo. Imajo vsi ključ od kleti, družinski člani? Obljubljen je, sam 3krat sem že šel, da ga bom dal narediti, pa sem prišel med vode do mojega ključavničarja, pa je bilo že zaprt in zdaj moram pa to res speljati. A veš, da to je meni kasneje pol, ne da bi izmislil na to delo, ampak kasneje mi je na misel prišlo, da je prav, da smo to pustili odprt, ravno zato, ker to je vaša klet, to ni samo vajna, da lahko dejansko nekdo pride pa recimo, dostopa. Rok sicer zdaj ima v novi hiši klet, Martin je nima, pa tudi zdaj imam ene par prijateljev, ki ima pri meni dol v kleti pač vino. Mi rečejo, a lahko prinesem k tebi, zato ker en živi v stanovanju, mislim v bloku, drugi živi v enem, kaj več stanovanjska hiša, pa v najemu. Pa ko kupaš ti karton 2, 3, 5 flaš dobrega vina, ga ne moreš imeti zdaj na sobni temperaturi tamle. In so eni taki fajn pogoji in mi je super tako, da prines, daj. Pa kdo gleda, koš pa to je pa od unga vina. Tako, je en tak trezor, recimo. No, to je zanimivo, zdaj tukaj si zelo tako natančen, te pogoji, pa temperatura, pa vse to, Ko smo pa kuhno načrtovali, meni je bilo tako nekako prvamo, pa skoraj samo po sebi pomembno, da to veliko mojih naročnikov, ki imajo majhne afinitete do neke kuhe, mislijo, da to mora biti pa plin in ogenj. Videli ste pa rekli, ne, to ni potrebe. In pa smo, pa vam je kdaj žal zdaj, da ni plina? Popolnoma nič. Popolnoma nič.
v kuhinji ne bi ene stvari spremenil. Super, tudi nape ne bi montiral. Ja, ker prvama, mislim, da je vajna hiša prva, ker smo nekako zaupali strojniku in smo rekli, ok, on je rekel, da nape ne rabimo, ker je rekuperacija pač s tistimi filtri in dejansko, se pravi, če pri vas to funkcionira, ker verjamem, da le nekaj kuhate, pol... Ja, mi veliko kuhamo. Funkcionira, v bistvu je ena stvar, da pač pazim pa boost pržgem takrat, ker pač nekaj kuhamo, tako, če pa kaj res tako, ne vem, pod narekovaj smrdljivega, da ima ful vonja, no. V bistvu je fajn, ker tam pod napuščam letna kuhna in to recimo skuham tam. Jaz sem to takrat še z enim drugim strojnikom, ki nam profesionalne kuhinjske nape pa to dela, sem se glih srečala, ko smo v bistvu zaključovali po moje to. Pa sem rekel, posluš, avto v redu, to je vedno bojazen. Gor je vse itak prštiman z ogljenimi filtrom. Elektriko pa vse imamo gor prštiman pod knofom. Pa je rekel, pa sem vse to razložil tako, rekel, če še ne školjke delal ali pa vampe kuhal, pa boš tam od zunaj kuhal. To greš ven, drugače pa to. Une filtre treba prati, če si enostavno dol snameš pa to. Pa funkcionira, dobro funkcionira. Jaz sem v bistvu zelo zadovoljen. Je pa res zadnjič enkrat, nam je rekuperacija crkala. Po 3 dneh, 4 dneh me je bilo vroče. Pa kaj je to? V bistvu sem samo v gatah bil na kavču, ker mi je to vroče, pa ni bilo poletje. Sem pol ugotovil, da je rekuperacija crkala in smo dejansko še ne pol vidiš, koliko ta zrak, kroženje, koliko to res pomeni. Ja, da imaš se zrak noter. No, pa pri vas nam je uspelo to lepo povezati, to notranjo kuho z zunanjo, se pravi, in da je del zunanje kuhne tudi pokrit, tako da dejansko greš lahko vampe ven kuhati ali pa neke ribe tudi peč. Če špičene prekle padajo, ne rabiš pa v letni kuhni podvajati cel kup stvari. Vrhunsko je. Zato, ker vrata odpreš, pa si tam. Pa lahko kuhaš not, v letni kuhni sediš na terasi. Vse funkcionira in ni nobenega, da pa noter še zdaj to iskati, pa prines pa zato ker je to eno. Ful je, najbolj se mi zdi, to jaz velikrat povem mojim prijateljem ali pa ljudem, ki se spravljajo delati hiše, da mi je bilo pri tebi všeč, da sem nas spravil v proces razmišljanja, kako bo naslednjih 10 let naše življenje izgledalo, v življenju v hiši, pa da sem nas res poslušal in ker smo ti skozi vse te naše pogovore s Petro oba razlagala, kaj nam v trenutni hiši ali pa v tem trenutku veliko pomeni, smo v bistvu na drugačen, na tvoj način to implementirali v novo hišo. In tam to je. Recimo en tak primer, če se spomniš, ko smo tudi par sestankov imeli na terasi pri nas, v ta stari hiši, gor, ki je bil balkon, v bistvu terasa pokrita, smo na vrata odprli in sem imel v bistvu letno kuhno tam v voziček, če se spomniš, in sem gledal krvavc. Jaz sem rekel, meni je tle tako fenomenalno, ker jaz tle kuham pa gledam krvavc. In tak krvavc jaz gledam iz spalnice, pa na konci iz terase ga gledam, pa iz dnevne sobe, pa ne zato, ker bi bil zdaj neki zaljubljen v krvavc, pa ne vem kaj, ampak si nas slišal. Moja žena je rekla, da hoče imeti pomivalni stroj na višini, ima pomivalni stroj na višini. Klopca za vsesce, ki si čevlje zavezuješ ali pa odvezuješ. To prihaja iz mojega pejna, ker če jo ni. Ampak tako, veš, te pogovori, ki so bili itak en tak spoznavanje med nam, midva so ti res zaupala, in ti si to v zaupanju v bistvu ful upravičil in na koncu nastane res nekaj lepega. Veš. Ne je bil tako ta proces tudi tega in načrtovanja in pol zidanja in bom rekel vsega. V bistvu tako bi en tak šola za življenje. Cel ta proces.
In primerjal sem, kako v poslu ti prodajaš, kupuješ, kaj ti je pomembno, kaj ti ni pomembno, ne vem, razmišljanje o tem, kako, kaj, zakaj, bom rekel, tudi na koncu spremljanje finančnega plana, kam greš, koliko imaš denarja za to namenjenega, pa koliko si sam sebi priznaš, koliko bo ta bajta tebe na koncu stala. Vse to je, jaz lahko rečem, pa za nas je bilo to super stvar, ki je bil res en lep proces in na koncu je nastal naš dom. Na koncu tega imaš en izdelek, ki si vesel, ki si ponosen, med korono je bila to najlepša stvar, kar si lahko naredil, da si v bistvu smo uživali cele dneve v tistem, kar smo 2 leti prej naredili. Ja. Takrat v bistvu šele spoznaš, da je to pa res fajn. Da funkcionira. Da funkcionira, da je fajn, da imaš kletke, da prineseš dober karton vina, ga imaš kam dati, da imaš vinsko vitrino, da skuhaš v kuhinji. Je pa res, da ko smo pri kuhinji začela, v bistvu to zdaj debate. Meni se zdi, da vsak je pri enih stvarih čist preveč zakompliciramo vse stvari. In zapravimo denarja za čist nepotrebne stvari. Tako, če ti to ful pomeni, ampak vse je pa to moje treba malo s treznim razmislekom reči, ki smo Velikrat, veš, to je, vesel sem tega, kar si povedal, da je bilo vama to užitek in da ste se tudi čutili slišane, ampak mene pa ravno iz kontrasmeri so te procesi toliko zanimivi, navdihujoči, pa res sem jih vesel, res rad to delam, ne? In pri vama smo imeli tako idealno kombinacijo, da vidno sta, če druge začnem, lahko nalediš na ljudi, ki imajo neko neizpolnjeno željo. Videli so že veliko stvari, zdaj bi pa radi, ko bojo pa svoj dom delali, pa vse uporabili. In to, ne gre, videla sta pa zelo točno vedela, kaj si želita, po drugi strani sta bila pa zelo odprta do nekih predlogov, pa idej, kako do tega prideti.